Jasno je, da ko ti gre tekma v to smer, kot je šla danes, da je polno stvari, katere nismo delali dobro, oziroma da je polno stvari teh, katere smo delali zelo slabo. In vendar je tako, da je po tako hitro prejetem zadetku in pri taki kvaliteti nasprotnika, ko jaz sem imel občutek, ne da smo skupaj, ampak da je na igrišču res vsak posebej, kar si nismo želeli, želeli smo videti eno kompaktno, borbeno moštvo, katero bo res garalo za vsako žogo, pa ni bilo tako. Jaz težko najdem besede, ker sem jasno, tako kot fantje in kot vsi mi, zelo razočaran. Zgodila se nam je grda tekma in če bomo kaj izvlekli iz nje, upam, da ja. Tako ja, jaz v prvem dotiku žogo sem naredil napako, oni so to takoj kaznovali, sigurno so bili pol sproščeni in verjetno mi je to rabilo, da ki so bili v neki krizi, ko so povedali 2:0 in mi je bilo sigurno pol lažje igrati in se vidi, da so bili razigrani. Bi bilo vprašanje, če bi mi malo spet držali, ki bi sigurno prišli kakšno priložnost, kako bi oni odreagirali. Ja, tisti prvi gol je bil v mojem mnenju prehiter, ja. Naredili smo napako in ga sredi Liverpool kaznuje takoj. In vse naslednje gole, ko smo dobili, vse smo naredili mi nekaj napake in igrali smo ravno tako, kot ne bi smeli, kot je trener rekel, skozi sredino ne igrati. Mi smo ravno tam igrali in tudi so nas kaznili za vsako najmanjšo napako. Ne vem, kaj naj rečem po taki tekmi, no. Priznam, moja najhujša tekma do zdaj, ampak nič. Treba dati glave gor, se pobrati. Hvala navijačom, ne. Lep sprejem tudi po koncu tekme. Lepo, da vemo, da nam stojijo ob strani, da so z nami tudi v takih trenutkih in to nam vseeno daje neki optimizem za naprej. Fenomenalno. Navijače danes, tudi ljudje, ki dela za UEFA, so rekli, da nikoli so videli tak navijačev in to je Maribor. In tudi navijači na koncu so rekli, da na poraz, na zmago vedno bo z nami. To je naš duh in zato smo najboljši klub v Sloveniji.